Torej še enkrat, moje ime je Dušan Rutar, kar gotovo že veste, in tole je filmska šola Vzgajanje pogleda. Moram reči, da mi je izjemno prijetno v tem prostoru in najbrž se bom tudi temu primerno obnašal. Včeraj v Ljubljani smo govorili o nekem paradoksu. Govorili smo o tem, kar se je zgodilo v 20 letih 20. stoletja v Združenih državah Amerike na pobudo enega samega človeka. Zgodilo se je nekaj, kar je sočasno izjemno pomembno za naše razumevanje vizualne kulture, s čimer se ukvarjamo, za razumevanje samega človeka in tega, kar je človek po svojem bistvu, in za razumevanje vloge psihoanalize tako pri pojasnjevanju človeka in njegove duševnosti, kot pri razlagi vizualne kulture, v kateri živimo. Paradoks, o katerem smo včeraj govorili, je tale. Psihoanaliza se je rodila ob koncu 19. stoletja kot posebna teorija, s pomočjo katere je poskušal Freud razlagati strukturo človekove duševnosti. Poskušal je razlagati, kako je človekova duševnost sploh mogoča, kako nastaja in seveda kako deluje. Rekli smo, da v tem času njegove besede niso naredile nobenega posebnega vtisa na Dunajčane oziroma Dunajčanke. Celo nasprotno. Psihoanaliza je bila skoraj osovražena. Ljudje niso marali Freudovih idej in Freud sam je bil na začetku 20. stoletja, okoli leta 1900, bolj ali manj neznan. Z njegovimi idejami so se ukvarjali zelo redki ljudje, potem pa je nastopilo leto 1909. Tega leta je Freud skupaj z Jungom odšel v Združene države Amerike, kjer je imel na univerzi Clark 5 predavanj. In ko je odhajal z Jungom nazaj v Evropo, je že vedel, da je bil njegov obisk v Združenih državah Amerike velika napaka. In to je tudi pozneje zapisal. Kljub temu, da je Freud tako razmišljal o svojem obisku v ZDA, pa so Američani psihoanalizo, kolikor so jo razumeli, sprejemali popolnoma drugače kot Evropejci. Včeraj smo govorili o pomembni razliki med tema dvema načinoma razumevanja psihoanalize, se pravi med evropskim in ameriškim. Če so Evropejci psihoanalizo zavračali in imeli za to celo vrsto razlogov, pa so Američani psihoanalizo enostavno oboževali. Bili so navdušeni nad tem, kar je povedal Freud. Razmišljali smo, zakaj so v Evropi ljudje zavračali psihoanalizo. Zavračali so jo zlasti zaradi tega, ker so bili navajeni razmišljati, da je človek gospodar svoje duševnosti, svojega sveta, da je gospodar samega sebe, da ima nadzor nad svojim svetom, da ga kontrolira, da ga obvladuje. In rekli smo tudi, da je s tem razmišljanjem tesno povezana ideja spoštovanja oziroma dostojanstva. Se pravi, če se drugim ljudem pokažem kot človek, ki nadzoruje sebe, ki se kontrolira, ki se obvlada, ki se ima navajati jih, potem lahko računa, da ga bodo drugi ljudje spoštovali oziroma sprejemali. Če pa bi pokazal svoje šibkosti, naprimer
govoril o svojih notranjih občutkih, svojih čustvih, svojem doživljanju, celo izražal recimo, v javnosti svoje čustva, bi se zgodilo dvoje. Najprej bi pokazal, da je izgubil nadzor nad samim seboj, da se ne obvladuje, svojih morebitnih težav, problemov in tako dalje. Hkrati pa bi se lahko zgodilo, da bi ga drugi ljudje nehali spoštovati, da bi ga imeli za slabiča, za revo, za človeka, ki enostavno ne obvladuje samega sebe. Gotovo je, da so se ljudje tega celo bali in da niso hoteli za nobeno ceno pokazati drugemu, da naprimer morda vendarle ne obvladujejo sebe, svojih čustev, svojega notranjega doživljanja, svojih izkušenj, svojih impulzov in tako naprej. Medtem, ko so Američani Freudovo razmišljanje o strukturi človekove duševnosti razumeli iz popolnoma drugega zornega kota. Američani so razumeli, kot da Freud govori o potrebi po osvobajanju svoje notranjosti, tega, kar so imenovali inner self, notranji jaz. Američani so verjeli, da Freud govori o tem, da je izraz človekove duševnosti oziroma njene normalnosti, če svobodno izraža svoje občutke, svoje impulze, svoje čustva, skratka samega sebe. Pomembno pa je, da je Freud v istem času govoril o tem, da je eden od ključnih pogojev človekove duševne normalnosti mehanizem, ki ga je imenoval potlačitev. Da si človek vendarle ne bi smel preveč privoščiti izražanja samega sebe. Da vendarle mora obstajati meja, da morajo obstajati občutki, spomini, izkušnje in tako dalje, ki naj ostanejo potlačeni. Da vendarle ni res, da je normalnost duševnega življenja taka, da terja popolno razgaljanje samega sebe, popolno, brezmejno, neskončno izražanje svoje notranjosti. To je bil svojevrsten paradoks, ki ga je Freud zagovarjal. Obstajala pa sta dva bistveno različna načina, kako so ljudje to razumeli, kot smo rekli. No, hkrati pa se je dogajalo še nekaj. V Ameriki je Freudov nečak Edward Bernays poskušal razmišljati, kako bi bilo mogoče obvladovati, nadzorovati, kontrolirati to, za kar se je zdelo, da se po definiciji ne da. Namreč človekovo nezavedno. To, kar je Bernays imenoval iracionalnost človekovega notranjega sveta. Freud je res govoril o tem, da človek ne more racionalno nadzorovati svojih notranjih impulzov. In ljudje, ki so ga poslušali, so čutili, da ima prav, da v končni fazi vendarle ni dobro, da bi človekove zavore, ki jih uporabljajo v vsakdanjem življenju, popolnoma popustile in da bi vse iracionalnosti prišle na dan. Po drugi strani pa je bilo očitno, da si Američani s tem ne belijo las. Zdravi, če naj človek izraža samega sebe, svojo notranjost, potem je že najbrž nujno, da bo prej ali slej izražal tudi svoje iracionalnosti, ki so sestavni del te notranjosti. Da se bo obnašal iracionalno, nepredvidljivo ali celo destruktivno, uničevalno, kot smo včeraj videli, da se je dogajalo v času Prve svetovne vojne. In Prva svetovna vojna je dejansko predstavljala ljudem problem. Če
se imamo tako navajati, če tako obvladujemo svoje iracionalnosti, kako je potem vojna možna? Kako je možno, da se ljudje nenadoma obnašajo tako iracionalno, kot so se v vojni in nihče ni mogel zanikati, da se je to dejansko dogajalo. No, rekli smo, da si Američani s tem niso preveč belili las in Bernayesu uspe nekaj, kar nas res zanima oziroma izziva našo pozornost. Uspelo mu je s pomočjo medijev, s pomočjo povezav med Freudovo psihoanalizo in njegovo idejo o tem, kako bi se dalo manipulirati ljudi oziroma množico ljudi. In rekli smo, da je bil Bernays pri tem dobronameren. On ni bil zloben človek. On je dejansko verjel, da je smiselno nadzorovati ljudi, da se ti ne bi preveč iracionalno obnašali. Vedel je, da lahko iracionalnost izbruhne. Naprimer, primer je Prva svetovna vojna. Vedel je, da je ravno zaradi tega dobro nadzorovati ljudi. Verjel je v idejo, ki jo je pobral pri Freudu, da pod površino, pod racionalno površino, ki je bolj ali manj urejena, vselej deluje iracionalno, deluje kaos, delujejo sile, ki jih ne moremo obvladati in so lahko nevarne, če pridejo na plan. Bernaysu je dejansko uspelo, videli smo včeraj, ko smo si pogledali tisti del filma Adama Curtisa, kako neverjeten uspeh je požel tako rekoč čez noč. Kako je uspel ustvariti hkrati novo podobo ženske, ki je bila seveda javna, ženska s cigareto v roki, ki je obkrožila svet, kako je uspel ustvariti nov simbol ženske. Pravi, ženska s cigareto v roki je nenadoma postala simbol neodvisnosti, simbol moči, simbol, ki se je upiral moški moči, moški oblasti ali celo moškemu izkoriščanju. Hkrati je uspel doseči, da so druge ženske, ki so videle to novo podobo ženske v javnosti, tej sledile, da so se začele obnašati natanko tako, kot je Bernays hotel. Hotel pa je med drugim tudi zaradi tega, ker so zadaj stale ameriške korporacije, ki so želele prodati čim več dobrin. So bile zainteresirane za to, da bi Bernaysu uspelo najti način, kako obvladovati človeške množice, kako manipulirati z njimi tako, da bodo na primer ljudje postali večji potrošniki, kot pa so do tistega trenutka bili. In vse to je dejansko delovalo. Ljudje so se množično začeli obnašati natanko tako, kot je Bernays predvidel, da se bodo. Ali pa kot je želel, da se bodo. In rekli smo tudi včeraj, da se je zgodilo nekaj popolnoma novega. Bernaysov projekt ni bil razsvetljenski. Njegov namen ni bil razsvetliti ljudi, da bi bili bolj samostojni, da bi bili bolj pametni, bolj razgledani, naprimer bolj kritični ali kaj podobnega. To ni bil njegov namen. Njegov namen je bil manipulirati z ljudmi. Doseči, da se bodo obnašali iracionalno. Se pravi, Bernaysu je uspelo, da se je zgodil nek obrat. Da so se ljudje v javnosti obnašali tako, kot se naprimer Dunajčani in Dunajčanke nikakor niso želeli. Ker za njih je bilo to nekaj nezaslišanega, da bi se človek v javnosti obnašal iracionalno. Za Američane to ni bil nikakšen problem. In ko je Bernaysu to uspelo, je v bistvu proizvedel model. Včeraj smo razmišljali tudi o tem, da je ta model Hollywood pograbil takoj in z obema rokama. In rodi se nov tip filmske zvezdnice, mitična ženska, lepotica,
včeraj smo si jih ogledali nekaj, ki so desetletja dolgo nastopila v klasičnem hollywoodskem filmu in nikomur se to ni zdelo na noben način problematično. Ljudje so uživali v teh podobah, filmi so bili zabavni, so bili preprosti, so bili gledljivi, so bili dobičkonosni, skratka vsi so bili zadovoljni s tem, kar je proizvajal Hollywood. Seveda pa Hollywood svojih filmov ni proizvajal neodvisno od vizualne kulture, ki jo je sam pomagal ustvarjati oziroma generirati. Ne. Hollywood je v bistvu postajal korporacija, ki je ustvarjala novo vizualno kulturo skupaj z drugimi korporacijami, ki so bile zainteresirane za čim večjo prodajo izdelkov, se pravi prodajo množično narejenih izdelkov čim večjemu številu ljudi. In hollywoodski film ni bil nič drugega kot tak izdelek, ki se je hotel prodati pač čim večjemu številu ljudi. Korporacije so torej bile hvaležne enemu samemu človeku. To je bil Bernays za to, kar je sam imenoval public relations. Zato, ker je verjel, da ni dobro uporabljati besede propaganda, zato ker je preveč negativna, ljudje jo nimajo preveč radi. Ne. Propaganda ima praviloma negativen prizvok. Ne. Namesto tega je iznašel drug izraz, ki ga uporabljamo tudi danes in praviloma se nam ne zdi nič problematičnega, zdi se nam celo zelo pozitiven. Public relations, ne. Dobrohotno nastopanje v javnosti in ustvarjanje določenih podob, prepričevanje ljudi ali pa ponujanje ljudem določenih idej. Zdaj bodo volitve v tej državi in vsi vidimo, kaj ta dobrohotnost pomeni. Ne. Nenadoma je okrog nas cel kup dobrohotnih ljudi, ne, ki nas nagovarjajo, naj volimo zanje, čeprav povprečen volivec ali volivka v bistvu ne ve, zakaj pa. Zakaj bi morali voliti recimo nekega Jožeta, ki ga prvič vidim na enem kandelabru, kako se mi prijazno smehlja in spodaj piše, da pripada tej in tej stranki. Zakaj bi zdaj jaz moral njega voliti? Po kateri logiki? V bistvu ni nobene logike. Ne? Ampak saj ravno do zdaj smo v tej šoli, vsaj v letostem šolskem letu, spregovorili o tem, da sploh ni treba, da obstaja kakšna logika, ne? In deluje. Da obstaja lahko popolnoma skregana logika. Recimo Bernaysova logika, kako manipulirati z množicami, je v osnovi čist mim. Je zgrešena. Njegovo sklicevanje na Freuda in psihoanalizo je, mislim, nezadostno. Ampak v končni fazi to sploh ne šteje. Ali je Bernays razumel Freuda ali ne, ali je razumel psihoanalizo ali ni razumel. Ali res ženske zavedajo moškim penis ali ne, ali res cigareta simbol penisa ali ni. To sploh ni pomembno. Pomembno je, da je delovalo. Pomembno je, da so se ljudje začeli obnašati natanko tako, kot je Bernays pričakoval oziroma želel. In v končni fazi dejansko za recimo, korporacijo šteje natanko to. Prodali smo toliko in toliko cigaret in Bernays je postal slaven, on je postal božanstvo, in bil neskončno vpliven v prvi polovici 20. stoletja zlasti v Združenih državah Amerike. No, danes bi se lotili še neke druge teme, ki je zelo tesno povezana z razmerji med psihoanalizo in filmom. Nekateri se boste spomnili, da smo že lansko leto govorili o tem, kako ljudje, naprimer gledalci, zaznavamo vsakdanjo realnost. In spomnili se boste, da smo rekli, da obstaja pri tem neka težava, neka zadrega, ki se je običajno ne zavedamo in se z njo ne ukvarjamo. Prepričani smo, spontano smo prepričani, da je realnost, ki jo zaznavamo, pač taka, kakršna je. Kot nam je pač dana skozi zaznave. Verjamemo, da je naše videnje realnosti, pa naše razumevanje realnosti, bolj ali manj ustrezno. In če se srečamo z drugim človekom, ki trdi, da on razume realnost drugače kot mi, ni nujno, da v tem vidimo kakšen problem. Pa če rečemo, ljudje na različne načine zaznavajo realnost, nič hudega, ne? Vsak jo pač vidi po svoje. Pa vendar je pri tem
neka zadrega, je neka težava, je nek problem, ki pa se ga zavemo šele, če se ukvarjamo s teorijo. Če se vprašamo, kako dejansko ljudje zaznavamo realnost. In če se sprašujemo, kaj vse se mora zgoditi, da imamo občutek realnosti, sprav, kateri so pogoji realnosti, potem lahko zelo hitro ugotovimo, da je v naši trditvi, češ da je realnost okrog nas objektivna, da je taka, kakršna pač je in da jo mi zaznavamo tako, kot jo zaznavamo, da je v tem vsaj tale problem. Kako je mogoče, da različni ljudje isto realnost, isto domnevno realnost razumejo ali pa vidijo ali pa zaznavajo na različne načine? To je resno teoretsko vprašanje. Kako je to možno? Zdaj, kaj vse se mora zgoditi, da lahko različni ljudje trdijo, da zaznavajo isto realnost na različne načine? Zakaj jo pa zaznavajo na različne načine? Zdaj, imajo ljudje vrsto odgovorov, zato ker je vsak malo drugačen, ker ima drugačno zgodovino, drugačno vzgojo, drugačen spol, prihaja iz drugačnega okolja, ima drugačno izobrazbo, drugačno naravo. In s tem je ponavadi zgodbe tudi že konec. Vendar, če se ukvarjamo s teorijo, je to dosti premalo. Nas zanima, kot sem že prej rekel, pod kakšnimi pogoji je realnost sploh mogoča. In to, kar smo zdaj rekli, da običajno ljudje ne štejejo, je dosti premalo. To ne pojasni, zakaj različni ljudje različno zaznavamo realnost. Kako jo torej zaznavamo? Oziroma, kako je realnost sploh možna? To vprašanje je pomembno, zlasti zaradi tega, ker se navezuje na to, s čimer smo se doslej ukvarjali. Ukvarjali smo se z idejo, da je mogoče realnost očitno tudi konstruirati. Bernays je bil živ primer, kako je mogoče realnost ustvariti. In to čez noč. In celo na osnovi napačnih idej ali pa zgrešenih povezav med idejami. Mogoče jo je ustvariti. On je ustvaril, on je dobesedno ustvaril. Prek podob, ki so jih potem mediji prenašali naokoli, ljudje, naprimer potrošniki, pa so v te podobe verjeli. Naprimer, ženske so se bile pripravljeni identificirati s podobo filmske igralke, ki je imela cigareto v roki, češ, da je to simbol ženske neodvisnosti. To je bila nova realnost, ki je bila bolj ali manj neoprešljiva. Nihče se ni ukvarjal, a je to v redu, a je to dobro, a je to prav, a je to res ali ni. Važno je, da je delovalo. Se pravi, realnost je mogoče konstruirati. In danes, ko imajo ljudje na voljo neprimerno več naprav in strojev in računalnikov in mašin, je to še toliko lažje. Če pa je realnost mogoče kreirati, če jo je mogoče ustvarjati in če je očitno, da so ljudje pripravljeni verjeti v najrazličnejše konstruirane realnosti, potem pa to že resno postavi pod vprašaj začetno idejo, ki pravi, da ljudje pač zaznavajo objektivno realnost, naprimer vsaki svojega zornega kota. Konstrukcije realnosti, ki so očitno možne, nas napeljujejo k vprašanju, kaj pa, če je sleherna realnost konstrukcija? Kaj pa, če sploh ni take realnosti, ki ne bi bila konstruirana? No in če razmišljamo v tej smeri še naprej, ugotovimo, da je naša zavest pri konstruiranju realnosti ali pa, če hočete, pri zaznavanju realnosti v resnici nekaj drugega, kot to, za kar jo običajno imamo. Zavest običajno spontano razumemo kot posrednika med zunanjim objektivnim svetom in nami samimi. Rečemo, jaz se zavedam zunanjega sveta. Ta hip se zavedam, da sem v tej knjižnici. Ta knjižnica je taka, kot jo pač zdajle vidim. Vendar ni čisto tako. Realnost, in mislim, da je največ in najbolje o tem spregovoril francoski filozof Gilles Deleuze, je
še preden jo zazna naša zavest, virtualna. Realnost ni nekaj, kar je dano, kar nas obdaja ali nas obdaja recimo kot narava že od nekdaj. Preden je realnost za našo zavest, je virtualna. Kot taka pa je, pravi Deleuze, odprta oziroma je multipla. Kar pomeni, da v bistvu naša zavest poskrbi za redukcijo neskončnih možnosti, kako bi se realnost lahko aktualizirala, in si predstavlja ali pa sprejme ali pa aktualizira eno samo možnost od številnih, ki so, kot pravi Deleuze, virtualne. Se pravi, na nek preprost način bi lahko rekli, da ljudje realnost vselej konstruiramo, da jo zaznavamo tako, kot v resnici mi hočemo. Ne tako, kakršna pač je, in smo zgolj pasivni sprejemniki zunanjih državljajev, ampak jo aktivno ustvarjamo, jo aktivno konstruiramo. Seveda tega se ne zavedamo. Sodobne raziskave z področja nevrofiziologije, centralnega živčnega sistema, na primer možganov, pa to potrjujejo. Da možgani, recimo, če lahko tako rečemo, nenehno ustvarjajo realnost. Da realnost nikoli ni danost. Zdaj pa seveda že lažje razumemo, zakaj različni ljudje različno razumejo realnost. Popraviti moramo začetno izjavo. Ni res, da različni ljudje različno zaznavajo eno samo realnost, ampak različni ljudje konstruirajo različne realnosti. Realnost kot virtualna ni ena sama, ampak je multipla. In način zaznavanja realnosti je v bistvu aktualizacija ene od neskončnih možnosti, kako bi lahko zaznavali realnost. Če pa to drži, se s tem odpre popolnoma nov način gledanja na film oziroma na filmsko konstrukcijo realnosti. Gotovo ste že velikokrat slišali izraz, češ, da je film fikcija, da je film neka izmišljena realnost, izmišljena pripoved, ki je seveda že zaradi tega bistveno drugačna od našega vsakdanjega sveta oziroma od naše vsakdanje realnosti. Če smo ravno kar rekli, da je že naša vsakdanja realnost konstrukcija in če sprejmemo idejo, da je tudi filmska realnost, pač filmska konstrukcija realnosti, potem je na neki osnovni ravni ni nobene razlike med našo konstrukcijo realnosti in filmsko. S tem pade opozicija med našo realnostjo in filmsko realnostjo kot fikcijo. Se pravi, filmska realnost ni nikoli fikcija. Tudi znanstveno-fantastični filmi niso nikakršna fikcija, ampak so načini, kako je mogoče misliti realnost. Lahko da so ti načini za nas eksotični, nenavadni, drugačni, odštekani, taki, da jih ne moremo prebaviti, da se ne moremo z njimi strinjati in tako dalje. Ampak to ne spremeni samega dejstva, kako je realnost sploh možna, se pravi, na kakšen način je konstruirana. Iz tega lahko izpeljemo še eno razmišljanje. Zdaj v teh dneh, to sem tudi včeraj že omenil, si lahko v kinematografih ogledate film Črna Dalija, ki ga je posnel ameriški režiser Brian De Palma in res vam ga priporočam, da si ga ogledate. Ta film je izjemen, je zelo dober, zlasti zaradi tega, ker je zelo, zelo nenavaden. In prav zaradi tega so večinoma tako imenovane kritike temu filmu nenaklonjene.
očitno za veliko gledalcev, pa tudi tako imenovanih filmskih kritikov, ta film negledljiv, nemogoč, nedodelan, čuden, ne veš čisto dobro, zakaj sploh gre, kaj hoče režiser povedati in tako dalje. Seveda takega filma, kot je film Črna Dalija, ni mogoče razumeti, če ga poskušate primerjati z lastnim zaznavanjem realnosti, če verjamete, da je vaše zaznavanje realnosti na nek način merodajno in da so vse druge oblike realnosti nenormalne ali pa čudne. Tak film, kot je Črna Dalija, je v bistvu mogoče gledati samo pod enim pogojem, da svoj način zaznavanja realnosti, svoj način razumevanja realnosti, ki ga verjetno imate že zelo dolgo časa, leta in leta in leta, postavite v oklepaje. Če tega nočete, ne morete ali ne znate narediti, potem je dejansko film, kot je Črna Dalija, za vas negledljiv. Zelo težko spremljate, ker prvič, zdi se, da ni nobene zgodbe. Mi smo navajeni razmišljati, da nam mora film nekaj povedati, da mora imeti neko sporočilo, na primer. Ta film, Črna Dalija, je zanimiv tudi zaradi tega, ker se zdi, da na začetku celo ima zgodbo. In ko ji skušamo slediti, ugotovimo, da nenadoma razpade, da je ni več. In čisto na koncu sploh ni več sledu o zgodbi. In se morate vprašati, ali je Brian De Palma kaj narobe naredil, ali ni opazil, da se je to zgodilo, ali je hotel nekaj narediti, pa mu ni to uspelo, ali pa ga morda zgodba, taka kot jo običajno pričakujemo, sploh ne zanima. In nam je to z načinom, kako ta zgodba teče, od začetka proti koncu, to tudi sporočil. Boste videli sami, če si boste ogledali ta film, kako se boste nenadoma znašli v vrtincu, ko bo zgodba začela tako hitro teči, da več ne boste vedeli, kdo kaj počne, zakaj se je kdo s kom srečal, zakaj je kdo komu kaj rekel in kam to sploh pelje. Ne vem, tam na sred filma se rečete, ja, in kaj pa zdaj? Zgubil sem se, pojma nimam več. Zakaj gre, kdo je zdaj vpleten v to zgodbo o umoru Črne Dalije oziroma Elizabeth Short, s tem, da sploh naenkrat dobite občutek, da se z Elizabeth Short oziroma Črno Daljo sploh nihče več ne ukvarja. Da to ni resna raziskava v smislu, kaj vem, Poirota, na primer, ali pa Sherlocka Holmesa, ki strogo niza argumente, dokler na koncu ne pokaže, na primer, kdo je morilec. Zdaj, Brian De Palma bi imel alibi že s tem, da v resnici nikoli ni bilo pojasnjeno, kdo je ubil Elizabeth Short leta 1947. Tega v resnici še danes nihče ne ve. To bi bil recimo njegov alibi. Ampak ta bi bil slab, kajti lahko bi mu ugovarjali, če ni bilo jasno, ali še zdaj ni jasno, kdo je ubil to mladenko, zakaj si se pa sploh lotil filma, ki nas zapeljuje, češ, da bomo recimo dobili vpogled v to nenavadno smrt oziroma grozljivo smrt, potem pa naenkrat odstopiš od svojega začetnega projekta. Zakaj si se ga pol sploh lotil? In nekateri kritiki natanko to skušajo narediti. Skratka, da je zgodba nedosledna, da je nekonsistentna, da je slaba, da kar obvisi v zraku in da človek postane potem razočaran in na internetu lahko celo preberete, da so ljudje nekako sredi filma začeli odhajati iz kinematografov. Natanko tam, ko dejansko zgodba izgine, jo ni več. Ampak do konca filma je še dolgo časa. Kaj se potem dogaja, če ni več zgodbe? Ker dejansko se nekaj dogaja. Mi gledamo film. In natanko v tem smislu
se mi zdi vredno razmišljati o razmerjih med psihoanalizo in filmom. Brez nekaterih psihoanalitičnih konceptov, pa tudi filozofskih konceptov, o katerih bom še danes govoril, tega filma preprosto ne morete gledati. Enostavno se vam zdi, to ni nič. Ne. Brian De Palma, starosta ameriške kinematografije, toliko dobrih filmov je naredil. Kako je možno, da na stara leta naredi tak brezvezen film? Ne. Sam ni, ne. To je izvrsten film, to je mojstrovina, ki jo mogoče človek naredi ravno na stara leta šele lahko. Ne pa prej. Ne. Zakaj gre? Vrnimo se k našemu razmišljanju o iracionalnem v človeku. K Edwardu Bernaysu, ki je na osupljiv način dokazal, da je vendarle mogoče nadzorovati nenadzorljivo. To, česar ni mogoče kontrolirati. Nezavednega, iracionalnosti in tako naprej. Zdelo se je, da Bernays prek public relations, prek tehnik, postopkov, procesov obvladuje to, za kar je bil Freud prepričan, da je neobvladljivo. Kako je to možno? Bernays je verjetno intuitivno razumel, da drugih ljudi, zlasti če so del množice, ne gre nagovarjati kot da so racionalna, inteligentna bitja. Da jih je treba nagovarjati drugače, če hočemo, da bodo delali to, kar bi mi radi. Ste slišali? Ne gre ljudem prodajati izdelkov, češ da jih potrebujejo. Ker bodo hitro ugotovili, da jih ne, vsaj nekaterih, in jih ne bojo hoteli kupiti. Zato morate pripeti tej ideji še eno drugo. Ta izdelek kupite ne zato, ker ga potrebujete, ampak zato, ker se boste počutili bolje, ko ga boste kupili. To je obrat, ki ga zaznamuje preskok k tako imenovani kulturi želje, ki se pojavi v 20. stoletju v vsej svoji razsežnosti. Kupite ta izdelek, ker se boste potem bolje počutili in se ne sprašujte, a ga potrebujete ali ne, ker to itak ni pomembno. Nihče torej ne prodaja izdelkov, vsaj številnih izdelkov, če že morda za nekatere to velja, pa tudi to je vprašanje, če res so taki izdelki, za katere to nikakor ne bi veljalo. Torej, jih ne prodaja zato, ker bi jih ljudje potrebovali, ampak zato, ker jih lahko prepričate, da se bodo bolje počutili. In dejstvo je, da ko ljudje kupijo določene izdelke, se dejansko bolje počutijo. Torej se obnašajo natanko tako, kot je predvidel Edward Bernays. In seveda, ko se enkrat ta povezava vzpostavi, jo lahko multiplicirate v neskončnost. Če se boste ob vsakem novem izdelku, ki ga boste kupili, bolje počutili, potem tega procesa ne bo nikoli konc. Potem boste pač v neskončnost kupovali izdelke, ker se hočete bolje počutiti. Kdo se pa noče? Pokažite mi enega človeka, ki bi rekel, jaz se pa čisto dobro počutim, jaz se pa nočem bolje počutiti. Ne gre skrb, ne? Z lahkoto prepričate vsakega človeka, ga pa pripeljete na rob te ideje. Saj se hočete bolje počutiti, kaj ne? Ja, no, seveda, ne? Itak. Torej, boste sprejeli to logiko, ki vam jo ponujamo, ne? Kupite te izdelke in tako naprej, zaradi tega, kar ste ravno kar izjavili. In ta logika se zdi, da je neoprešljiva. Vprašljiva pa je natanko zaradi tega, ker pod plaščem dobrohotnosti public relations v bistvu poteka še en drug proces. To pa je natanko zopet, natanko to, kar je hotel Edward Bernays. Manipulirati z ljudmi. Kaj pa je manipulacija z ljudmi drugega, pa če uporabite še tako blag izraz za to manipulacijo. Če nočete manipulacija, pa če nočete propaganda, pa če rečete public relations. Ne. Ampak kaj
v osnovi ta manipulacija hoče, kaj dosega, kaj počne oziroma kaj obnavlja. Ohranja natanko določena razmerja moči med ljudmi. Ljudje, ki iščejo, recimo v potrošništvu, zadovoljstvo, ga seveda tudi najdejo. In zadovoljen človek se po isti logiki, kot je zagovarjal Bernays, ne bo spraševal, a je to v redu ali ni v redu. Zadovoljen človek bo pač zadovoljen. Bi rekel, hvala Bogu, da imamo vse te korporacije, da imamo PR-ovce, da imamo Edwarda Bernaysa, oziroma zdaj ga nimamo več, ampak hvala Bogu, da imamo korporacije, hvala Bogu, da imamo množično proizvodnjo, da imamo dobrine, hvala Bogu, da imamo dovolj denarja, da se jih lahko privoščimo. Zakaj bi se zdaj o tem kdo spraševal, a je to v redu ali ni v redu? Ne? Zato tudi običajne, precej ali pa bolj ali manj patetične so, običajne kritike potrošništva ne zaležejo, ne? Nimajo nobenega učinka. Vse včasih še ljudje reče, ja, ampak toliko veliko potrošništva, dobro, mogoče pa to vse ni dobro, morebiti pa le mečkam pretiravamo s potrošništvom. Ampak resnici tega nihče zares ne misli. Ker ni logike, da bi mislil, da je s tem kaj narobe, če pa to prinaša zadovoljstvo. Zakaj bi jaz nekaj, kar mi prinaša zadovoljstvo, kritiziral? Nasprotno, saj jaz hočem še več istega. Po isti logiki, kot me je že prignala do tega trenutka. Ne? Ali bi se radi počutili še bolje? Seveda, pa še bolje, ja. Pa še bolje, ja, tudi. Saj ni konca, saj vedno se lahko počutim še bolje. Štos je med drugim recimo ta, da so v drugi polovici 20. stoletja številni psihoterapeuti, analitiki, psihiatri, in to ravno v Ameriki, začeli dobivati cele trume pacientov, ki se pa niso počutili bolje. Ki so bili dobri potrošniki, ki so bili celo bogati ljudje, vplivni ljudje, lahko so bili celo filmske zvezde ali pa rokovske ali pa iz sveta pop kulture, kdorkoli že, so prihajali k terapeutom. Potožiti, da se pa ne počutijo bolje. Se pravi, imamo celo vrsto dogodkov, razprav, knjig, člankov, konferenc, ki potrjujejo, da vendarle, kljub vsej tej briljantni logiki, ki jo je sprožil Edward Bernays, nekaj ni štimalo, nekaj ni šlo tako, kot se je zdelo, da gre. Ta logika zadovoljstva vendarle ni prijela do konca, je šepala. Vedno več je bilo ljudi, ki so bili, kljub temu, da so nenehno živeli skladno z logiko, če boste kupili te in te izdelke, se boste bolje počutili, se niso. Počutili so se celo nasprotno. Mnogi so zatrjevali, da se počutijo notranje izpraznjeno, da je njihovo življenje nasičeno, da je dolgočasno, da je brezvezno, da ne vidijo v vseh teh aktivnostih in teh dejavnostih in tem potrošništvu in tem iskanju zadovoljstva nobenega smisla. Številni ljudje so bili potrti, so bili depresivni, so razmišljali samomorno in tako dalje. In očitno je bilo, da nekaj vendarle ne gre. Če smo do zdaj hvalili Bernaysa, kako elegantno mu je uspelo manipulirati ali pa začeti manipulirati z ljudmi, se je nekaj desetletij pozneje vendarle pokazalo, da je ta eleganca zelo, zelo vprašljiva. V temelju je vprašljiva. Čeprav igra na logiko človekove nezavedne želje, nezavednih vzgibov, skratka, na vse to, kar je Bernays potihem računal, da je mogoče obvladovati. Očitno je postajalo, da ni mogoče vsega tega obvladovati, nadzorovati, kontrolirati, čeprav je dolgo časa vztrajal vtis, da se ravno to dogaja. Zakaj ne? To, česar Bernays nikoli ni razumel, razumel pa je Freud, je sama narava človekove želje. Bernaysu se je malo sanjalo, ker je le tolikokrat govoril svojim stricem, da je človekova želja nezavedna.
potem je nekaj vedel. In nekaj je vedel o tem, da je to željo mogoče zadovoljevati. Da je želja po naravi nekaj takega, kar je smiselno ali pa možno zadovoljiti. Saj nam že zdrav razum pravi, če imamo željo po nečem, potem si tudi želimo, da bi tisto dobili, da bi s tem zadovoljili svojo željo in ko jo zadovoljimo, bi človek moral biti nekako zadovoljen. To je zelo preprosto, zelo zdravorazumsko, pa vendar ni čisto tako. To, česar Bernays ni nikoli razumel, je, da ima želja še eno dimenzijo. Da tudi človek ne živi samo v eni dimenziji. Dimenzija, ki jo razvija, ki jo razširja v 20. stoletju vizualna kultura, je imaginarna. To je dimenzija podobe. Zato je bil film tako uspešen, zato so bile podobe, ki so jih prenašali reporterji, poročevalci, snemalci, kamermani, fotografi po celem svetu, tako uspešne. So bile učinkovite. In v bistvu smo o tem tudi že govorili, da je človek po sami svoji naravi zavezan pogledu, da je pogled za človeka v vsakdanjem življenju zelo pomemben. Naprimer, pogled na lastno podobo, pogled podobo drugega. Vendar je to samo ena dimenzija želje, pa tudi človekove eksistence. To je imaginarna. Obstaja pa še druga, ki je simbolna. In simbolna dimenzija človekove nezavedne želje pa ni ta, da se želja skuša zadovoljiti, naprimer prek dobrin, ampak je kreativna. Simbolna dimenzija nezavedne želje pomeni kreativnost. Želja kot kreativna pa se ne zadovolji s tem, da kupite določene dobrine. To ni nobena kreativnost, če greste v trgovino, pa pač kupite tisto, česar si želite, češ, saj pa se bom pa bolje počutil. Saj mogoče se celo res bolje počutite. Ampak to nima nobene zveze z željo kot kreativno. In seveda s človekovo zmožnostjo, da se obnaša kreativno. Kreativnost pa pomeni ustvarjanje nečesa novega. To novo, tega novega, pa ne smemo razumeti spet v imaginarnem smislu, češ, saj nam korporacije vsak dan ponujajo nove dobrine. Saj, to ni nič novega. Te nove dobrine v resnici niso nove. Te nove dobrine ali pa na videz nove dobrine so zgolj reciklaža, so v bistvu samo stopnjevanje istega. Kaj jaz vem, pred kratkim je en japonski izdelovalec na enem sejmu predstavil prototip najnovejšega televizorja, ki ima tako ločljivost, da te kap. Ločljivost, mislim, da je 4000-krat, ne vem še koliko pik, in to je 4-krat več od recimo, najnovejših HD televizorjev. Televizorjev z visoko ločljivostjo, ki so še nekajkrat boljši od tistih televizorjev, ki jih imamo ponavadi mi zdajle doma. Se pravi, to je televizor, ki ima tako ločljivost, da verjetno niti naše oko več čisto dobro ne zaznava, kaj bi na tem televizorju lahko videli. In se človek vprašal, zanimivo, in čem je poanta? Razen pač tega, da nekdo ponuja še boljši televizor in seveda čez 3 leta bo pa verjetno še boljši in čez 50 let pa še boljši. V tem ni nobene kreativnosti. To je samo linearno stopnjevanje istega. Obračanje, recikliranje, nekaj, kar sicer na videz ustvarja idejo o napredku in razvoju, v resnici pa to ni. In natanko iz tega zornega kota lahko razumemo tako nezadovoljstvo ljudi, ki so iskali kljub uspešnosti, bogatstvo, denarju, vsega so imeli dovolj, pomoč pri analitikih, terapevtih, psihiatrih, kot tudi pomen simbolne dimenzije človeškega sveta oziroma simbolne dimenzije nezavedne želje in zmožnosti, ki jo nekateri filozofi zelo poudarjajo, se pravi, zmožnosti človeškega bitja, da se kreativno obnaša. Kaj pa potem kreativnost je, če ni to, kar smo prej rekli?
Da bi razumeli samo idejo kreativnosti in kreativno dimenzijo človekove nezavedne želje, se moramo vrniti k začetnemu razmišljanju o tem, kako zaznavamo realnost. Rekli smo že, da je naša konstrukcija realnosti v bistvu učinek, rezultat neke redukcije. Realnost kot virtualna je multipla, mi pa se v svojih življenjih v bistvu zadovoljimo praviloma z eno samo obliko realnosti. In tudi to poskušamo bolj ali manj varovati, ohranjati, verjamemo vanjo, oklepamo se je in če imamo kdaj občutek, da jo kdo postavlja pod vprašaj, jo branimo. Smo se pripravljeni z drugimi ljudmi tudi sprejeti, češ da je naše zaznavanje realnosti vendarle čisto dobro in da nas naj drugi pustijo pri miru in tako dalje. Tako da v glavnem nismo pripravljeni postavljati lastne realnosti pod vprašaj. Smo pa zato toliko bolj pripravljeni postavljati pod vprašaj realnost drugih. Ti se motiš, ti si že nekaj zmutil, pa ti ne zaznavaš čisto dobro. Mene pa primer pusti, z mano ni čisto nič narobe. Tako se pravilno obnašamo, se spontano obnašamo. V nekem smislu je to lahko celo koristno, ni pa nujno, da je vedno tako. Če torej se vrnemo nazaj k temu razmisleku, o tem, kako konstruiramo realnost, potem si lahko, na primer, ob enem primeru ogledamo, kaj pa se zgodi, ko naša konstruirana realnost razpade. Kaj se zgodi, če se soočimo z dekonstrukcijo naše realnosti ali pa naše konstrukcije realnosti. Že prej sem omenil, da se nam to lahko zgodi, če gledamo film Briana De Palme Črna Dalija. Zdaj si bomo pogledali še nekega umetnika, še enega ameriškega umetnika, slikarja, ki je umrl sorazmerno mlad, leta 1956 v starosti 44 let oziroma 45 let. To je Jackson Pollock. Slikar, ki je z načinom svojega slikanja, z deli, ki jih je pustil za sabo, dober izziv za to, s čimer se mi ukvarjamo. Kaj se torej zgodi, ko se človek sooči z dekonstrukcijo svoje realnosti? Samo konstrukcijo zgleda ni posebnih težav. Mi konstruiramo realnost brez kakšnega posebnega napora. Smo jo pripravljeni varovati, čuvati, ohranjati se, oklepati in tako dalje. Ne nobenega posebnega problema. Kaj pa, ko se soočimo z dekonstrukcijo? Kaj pa, ko se nam kljub vsemu zgodi to, česa so se najbolj bali v Freudovem času Dunajčani in Dunajčanke? Ko se zaradi spleta različnih okoliščin nenadoma zgodi, da smo prisiljeni sami sebi vendarle priznati, da ne obvladujemo niti sebe, niti svoje realnosti. Da nismo gospodarji v svoji hiši, kot pravi Freud. Ko se nenadoma pojavijo recimo simptomi, ko naenkrat ne moremo več verjeti, da je realnost res taka, kot mislimo ali pa smo mislili morda vse svoje življenje. To se lahko zgodi. In tudi se dogaja. Kaj pa takrat? Seveda praviloma najprej uporabimo določene obrambne mehanizme in se skušamo izviti iz te neprijetne situacije. Poskušamo zanikati, rečemo, sej ni čistko, mogoče sem sam utrujen, mogoče se mi samo zdi, mogoče je to zgolj iluzija, ali pa sej bo jutro bolje, ali pa grem zdaj spat, jutro je bo prineslo kaj novega. Skratka, najprej imamo celo vrsto obrambnih mehanizmov. In to lahko traja. Ne samo en teden, en mesec, lahko traja leto dolgo. Da smo pripravljeni, kar je zanimivo. Kljub temu, da smo po eni strani pripravljeni trditi, da obvladujemo svojo realnost, sebe, svoje čustva, svoje emocije, svoj svet, ga kontroliramo, vsaj v glavnem.
smo pripravljeni leta dolgo slepiti sebe, da je res tako, čeprav en del nas že dolgo časa ve, da definitivno ni tako. Pravi, očitno smo zmožni tudi za ta razcep, ki je nenavaden, se mi zdi zelo, zelo zanimiv. Verjamemo v enovito realnost, ki da jo obvladujemo. Vemo, da ni tako, smo razcepljeni in skušamo ta razcep vseeno nekako utajiti, zanikati, se obnašati, kot da ga ni, čeprav nezavedno ves čas vemo, da je. In to lahko traja desetletja, v končni fazi lahko traja tudi do smrti. Pred časom sem imel priložnost govoriti z nekim gospodom, ki se je sprl svojo hčerko in na vprašanje, če se je vendarle pripravljen pobotati, če je pripravljen narediti korak nazaj, skleniti kompromis, malo popustiti, da hčerka pa le hčerka in da bi lažje oba živela, je kategorično odgovoril, da ne. Da se on ni pripravljen spremeniti niti za milimeter. In je čisto mogoče, da bo do smrti tak. To so realna človeška razmerja. Zdaj, seveda obstaja še ena možnost, poleg te, ki je najbolj pogosta, da se vendarle soočimo z dekonstrukcijo realnosti. Se pravi, da se soočimo s tem, da naša realnost, domnevno naša, se v resnici nikoli ni naša, ampak mi se identificiramo in pač verjamemo, da je, da razpada. Bolj razpada, manj razpada, saj ni važno, saj mi natanko vemo, vsaj nezavedno vemo, kdaj razpada. Recimo, kdaj kakšen odnos razpada. Kdaj je prijateljstvo zgolj navidezno, kdaj je odnos partnerski, naprimer, zgolj še na papirju in tako dalje. To zelo natančno vemo. Katera je ta druga možnost? Ta druga možnost izhaja iz same narave človekove nezavedne želje, iz same zmožnosti človeškega bitja za kreativnost in iz same narave, kako ljudje konstruiramo realnost. Ta možnost pomeni, da se poskušamo obnašati ne tako, da ohranjamo svojo realnost, ampak da se preprosto prepustimo tej dekonstrukciji. Da si rečemo, ok, moja realnost, kot jo poznam, desetletja dolgo, očitno ni taka, kot jaz mislim. Prav, kam me to lahko pripelje? Kaj bi se zgodilo, če bi vztrajal pri tem? Preden si bomo pogledali slike Jacksona Pollocka, samo še nekaj besed o tej drugi možnosti, o kateri zdaj govorim. Se pravi, če je prva možnost poskus utajitve, zanikanja, sprenevedanja, odvračanja od možnosti, da bi se soočili s tem, kar je tukaj napisano, potem je druga možnost natanko ta. Soočenje z golo resnico svoje nezavedne želje. To je sicer pogosto nekaj, kar se zgodi le v analizi, v analitičnem procesu, v analitičnem postopku, sicer pa ne prav zelo pogosto. Lahko se, naprimer v umetniškem svetu, v svetu umetnosti, lahko se sicer tudi zgodi vsakemu človeku, saj ni to nemogoče, ampak naš odnos, kot sem že prej rekel, je praviloma tak, da poskušamo to soočanje odlagati čim dalj časa je mogoče. Če pa se
če smo se pripravljeni. In zanimivo je, da se človek tega projekta lahko loti celo čisto zavestno, čisto na videz iz ničle. Lahko to zmožnost človek ima, lahko se reče, ok, prav, mene pa zanima. A se lahko soočim z golo resnico svoje nezavedne želje? Kaj bi to sploh pomenilo? Prav, bil sem na predavanju, Rutar je nekaj o tem govoril, mene pa to zanima. Kako se pa to naredi? Kaj naj naredim? Ne bom se recimo sprenevedal in ne bom poskušal utajiti tega, kar se mi dogaja, ne bom poskušal racionalizirati, ne bom poskušal uporabljati drugih obrannih mehanizmov, ampak se bom temu poskusil prepustiti. Če se to zgodi, v analizi se to dogaja, se človek dejansko nečesa osvobodi. Česa? Če se spomnite, smo prej že rekli, da so Američani spontano zaznavali ali pa zaznali, pa sprejemali psihoanalizo kot osvobajanje. Freud nam je rekel, osvobodite svoje notranje potenciale, odrecite se sponam, blokadam, potlačitvi in tako dalje in bo vse izbruhnilo navzven in zdelo se je, da je to dobro in krasno in tako dalje, pa se je potem pokazalo, da ni čistko. Česa se človek lahko osvobodi? Lahko se osvobodi ne tega, kar so mislili Američani, spon, blokad, potlačitve in tako naprej. Vse to je v bistvu nujno za normalno delovanje. Zato je Freud vse življenje poudarjal, ne pozabite, da je temeljni pogoj človekove duševnosti in normalnosti potlačitev. Določene stvari morajo ostati potlačene, ne ga biksati. Ne misliti, da zdaj se moramo pa kar osvobajati, pa čisto vse moramo na pladnju, ker to vodi kvečjemu v razkroj, v končni fazi. Ampak vendarle se človek lahko nečesa osvobodi. Zdaj nam je že precej jasno, česa bi se lahko osvobodil. Lahko se osvobodi svojega lastnega načina konstruiranja realnosti. Ne, da ohrani, recimo, ali pa se trudi ohraniti svojo realnost, tako kot jo v vsakdanjem življenju praviloma hočemo. Ne tako, da se poskuša osvobajati prek novih in novih in novih dobrin, ki bodo prinesle nova in nova zadovoljstva, nove izkušnje in tako naprej, ker se očitno ne dogaja. Vse to prinese bolj ali manj samo nasičenost. Potem, ko imaš tega novega in novega in novega in novega, že do tukaj gor si sam še utrujen, si sam še zmatran, si sam še izčrpan do vsega tega novega in vsega tega dogajanja in akcij in ne vem česa. Recimo, o tem smo že večkrat govorili, če bi samo približno vzeli zares kakšno reklamo. Recimo, jaz se spomnim zdaj, pred dnevi sem neko slišal, ne vem zakaj, pa mi tudi prav malo briga, ampak bilo je nekako takole. Ta izdelek je na voljo samo še v taki omejeni količini, pohitite zdaj. Jaz sem dejansko občutek, kot da smo na štartu nekje na enem stadionu na 100 metrov in da je štarter rekel 3, 4, zdaj. In če bi zdaj to vzel zares, sej Bog varje, da bi vzel, ampak recimo, da bi, samo za štos, mentalni eksperiment. Kaj to pomeni? Vse pustim, pustim zdaj predavanje, vržem tole dol, rečem kameramanu, sorry, in pač dobesedno tečem, vse je bilo rečeno zdaj, in kupim, če bom uspel, če bom pravočasen in tako dalje. Ne, to ni osvoboditev. To ni osvoboditev. Osvoboditev dejansko pomeni, če se odrečem samemu okviru, znotraj katerega se mi ponujajo nove in nove in nove in nove možnosti. To pa prinese osvoboditev. In konec analize, recimo, ni nič drugega kot to. Očiščenje želje. Zapravi, očiščenje, če smo čisto natančni, imaginarne dimenzije človekove nezavedne želje. Prehod, če lahko tako rečem, od imaginarne dimenzije k simbolni. Simbolna dimenzija pa pomeni kreativnost. Kreativnost pa seveda ni to, da
računam, da bojo korporacije naredile nove izdelke, potem jih bom pa kupil in se bom bolje počutil. To ni nobene zveze s kreativnostjo. Kaj kreativnost je, si bomo zdaj pogledali oziroma bomo poskušali, ali pa vi poskušajte ob gledanju slik, ki jih je naslikal Jackson Pollock. Mogoče je treba pred tem še omeniti, saj verjetno to že veste, saj najbrž nič novega, da je bil Pollock, da je živel, da je bil njegov življenje izjemno težko. Ne. Bil je strašen alkoholik, imel je res, mislim, ni bilo problema, ki ga on ni imel. Ne. Umrl sorazmerno mlad, kot sem rekel, ampak to, kar je ustvaril, je pa tako nenavadno, da se po mojem mnenju velja s tem ukvarjati. Kaj je Jackson Pollock ustvaril? Kako je ustvarjal? Kako je bilo sploh možno, da je kdo naredil kaj takega, kot je naredil on? To je Jackson Pollock pri delu. Verjetno veste, da je slikal, da je platna položil na tla, včasih na steno, in da je slikal tako, da je vzel na primer vedro barve, ščetko in potem dobesedno bruhal, metal barvo okrog sebe, da se je sprehajal, dobesedno sprehajal po platnu, da je sliko delal iz različnih kotov, imel je vsaj 4, na primer, z različnih strani se je loteval, da so njegove slike velikanske. Oziroma, da bi njegove slike mirne duše bile tudi 100-krat večje ali pa 1000-krat večje, človek dobi občutek, da bi bile pravzaprav lahko neskončne. Ker nimajo nobene kompozicije, nobene strukture nimajo, nobene podobe ne odkrijete. To ni portretiranje tega in tega gospoda ali pa kaj podobnega. To je dejansko nekaj čisto drugega. Tako platno bi bilo lahko neskončno dolgo, neskončno široko, neskončno veliko. Zakaj pa ne? In če poskušate na ustaljen način razmišljati, kaj vidite na tej sliki, če ste pošteni, lahko rečete samo nekaj. Nič. Na nek radikalen način nič. Dobro, vidimo barve, rumena, rdeča, vidimo linije, veliko linij, ampak na nek način nič. Ni nobenega portreta, nobene glave, nobene narave, pejsaža, nobenega drevesa, zgrad, nič. In seveda lahko nadaljujemo. Kdo bi celo rekel, a je to umetnost? Saj to zna vsak. Vzameš barvo, razgrneš platno po tleh, 10x15 metrov, namečeš barvo gor, umetnost. Ja, prav gotovo, ja. Ne narediš tega. Zanimivo je tudi, da ima vsaka slika ime. Vsaka slika ima ime. Čeprav vam čisto nič ne pomaga, zato jih tudi ni gor. Tudi če bi tukaj pisalo, ne vem, Jože podarja vrtnico Pepici, ne, mogoče bi vas to še bolj zadrego spravili. A ja, kje pa? Jaz nič ne vidim, da... ne? Tako da, ima pa, vsaka ima. Zakaj so te slike za nas tako izjemno pomembne, zanimive? Pravijo, da se je Jackson Pollock učil ali pa dobil navdih za to vrsto slikanja pri ameriških domorodcih.
ki so poznali zelo staro tehniko, in sicer so obarvan pesek, tako kot če smo na morju, se igramo v mivki, pozamete v roko mivko, potem jo pa spuščate skozi špranje in delate lahko različne, kaj delate? Linije, ne? Linije, ustvarjate linije, in če je pesek različnih barv, tukaj gre za barvo, ne, dobite linije. In to je ključno za slike Jacksona Pollocka. V nekem čist do konca radikalnem smislu ni res, da ne vidite ničesar. Vidite ogromno linij. In o tem lahko razmišljamo. Ni nobene kompozicije, najraje bi rekli, da so te linije kaotične, popolnoma neurejene. In tudi, če bi Pollocka vprašali, no prav, ti si mojster, mi ne vidimo nič, ampak mi smo itak brezveznjaki, ne. A ti kaj vidiš, ne? Kaj si pa ti hotel s tem narisati? Kakšna je bila tvoja želja? Bi Jackson Pollock odgovoril samo na en način, jaz sem prepričan. Odgovoril bi, moja želja je bila osvoboditi željo. Osvoboditi željo pa pomeni prekoračiti katerikoli možni imaginarij, znotraj katerega recimo obstajajo že določene podobe, znotraj katerega obstajajo določena pričakovanja, ki jih imajo ljudje drug do drugega, naprimer do slikarjev, znotraj katerega obstajajo tehnike, postopki, metode in tako dalje in tako naprej. Moja želja je bila soočiti se z golo resnico želje. To se zgodi, kot smo že prej rekli, tudi v analitičnem postopku. Konec analize. To je lahko ena od definicij konca analize. Soočiti se z golo resnico, oziroma z resnico naše želje, ali pa z golo želje, ali pa osvoboditi svojo nezavedno željo. To pomeni prestopiti prag vsakega imaginarija in se znajti v simbolnem svetu. Znajti se v simbolnem svetu na ta način, v tem smislu, pa pomeni znajti se v nekem ničnem trenutku. V tistem trenutku, preden konstruiramo tako ali drugačno realnost. S tem smo danes začeli. Se pravi, obstaja realnost kot virtualna pred vsako konstrukcijo, pred vsako aktualizacijo. Jackson Pollock je avtor, ki je na nek način upodobil samo to realnost. Preden bi se aktualizirala v tej in tej ali pa drugačni obliki, bi imela določeno prepoznavno formo in tako dalje. Ta jo definitivno nima. Tukaj na nek način lahko vidite karkoli ali pa nič. Vsak lahko skonstruira realnost. Če če tako pogledam, bi pa lahko, ne vem, tole me spominja na veverico. Ne vem. Ne. Smo torej natanko v tem trenutku, ki se ga v sedanjem življenju ne zavedamo. In se nam zdi, da je realnost že od nekdaj tu. Pa ni, ne? Zato, ker nimamo izkušnje. Kaj pa je bilo, preden je bila realnost aktualizirana? Preden je bila tu? To so, na primer, vprašanja tipa, kaj je bilo, preden sem se rodil, ali pa kaj je bilo pred začetkom vesolja. Tako vprašanje si spontano zastavljajo otroci, na primer. In to so dobra vprašanja, dokler jih ne pokvarijo odrasli, ki jim reče, da ne nehajo filozofirati, da je to brez veze. Pa ni, ne? To je za naše razmišljanje o kreativnosti človeškega bitja
kreativnosti nezavedne želje zelo pomembno, ker pomeni, da je vsak človek zmožen biti kreativen. Ne samo nekateri, ne samo Jackson Pollock, ne samo tisti, ki imajo dar ali pa ustrezne gene in tako dalje. V to kratko malo ne verjamem. V najbolj pristnem smislu je vsak človek zmožen za osvoboditev želje. Zaprav, znajti se v nekem nenavadnem trenutku, preden se konstruira realnost. Zaprav, znajti se dejansko pred golo resnico realnosti. V trenutku, ko realnost še ni konstruirana, ko je multipla, ko je odprta, ko je v bistvu na nek način blazno bogata serija možnosti, virtualnih možnosti, od katerih se določene aktualizirajo, naprimer nekatere pa nikoli. To je zame kreativnost. Kreacija realnosti. Ne kreacija znotraj realnosti novega objekta, ki je v bistvu zgolj varianta že obstoječih. Ne? Un televizor, čista nov, je pač varianta že obstoječih. Ne? Zgolj rezultat tehnološkega napredka. Ne? In ljudi, ki se s tem ukvarjajo in so pač pogruntali, sej da se pa še večjo ločljivost narediti in so jo naredili. Ne? In Jackson Pollock je nekoč dejal, da slika na ta način, pravi, da položi platno na tla in se potem sprehaja po njem, zato, ker dobesedno želi biti del svoje slike. In na nek način dejansko je bil, ko ste ga videli na začetku, ko se sprehaja po platnu, nam že pogled pravi, da dejansko bi lahko rekli, da je del svoje umetnije, sestavni del. Čeprav obstaja hkrati tudi kontrasta, ne? Ker je njegova umetnija je nestrukturirana, nima nobene kompozicije, medtem ko je on, njegovo telo ima prepoznavno podobo, vsi vemo, da je to moški, človek, ki je rahlo plešast, oblečen v temna oblačila in tako dalje in tako dalje. Ta zanimiv kontrast obstaja. Jackson Pollock je imel to izkušnjo, o kateri danes govorimo. Izkušnja, torej možna je izkušnja. In v analizah se velikokrat zgodi, da se pacienti tega ustrašijo. Ne vem, gospa, ki nikakor ne more shujšati, nenehno ponavlja isto vprašanje. Kaj naj naredim, da bom shujšala? Tako kot lajna, kot stara plošča. In seveda na tako vprašanje, kaj naj naredim, ne gre odgovarjati. Odgovor je v resnici samo eden. Najprej se nehajte spraševati, kaj narediti, potem pa razmislite, ali ste se pripravljeni soočiti z golo resnico vaše nezavedne želje. In to je mnogo lažje narediti, kot si ljudje običajno predstavljamo. Mi smo se tako dolgo časa pripravljeni oklepati realnosti, kakršno poznamo, in verjeti, da bo že nekaj se zgodilo, da bo že jutro nekaj prineslo, da bo že, ne vem, horoskop pokazal, da bo že nekaj čez nekaj časa, po novem letu bo drugače in tako dalje, da smo to pripravljeni početi vse življenje. Če bi ljudje ugotovili, da imajo dovolj dobrin, da jih ne potrebujejo več, bi preprosto nehali kupovati. To je bil realen strah korporacij na začetku 20. stoletja in je tudi danes. In v tem leži, po mojem mnenju, revolucionarni naboj vsakega človeškega bitja na začetku 21. stoletja, ki se sooča z preobiljem dobrin. Zadeve so osupljive. Ali lahko samemu sebi rečem, jaz imam dobrin dovolj? Ne vem, zakaj ne.
Ali lahko samemu sebi rečem, torej jih preprosto ne bom več kupoval, razen tistih, ki jih zares potrebujem, kruh, vodo, oblačila. Lahko, ne? Zadeve so na neki ravni neverjetno preproste. In če ste pozorni, v bistvu ves čas o tem govorimo. Kako so zadeve preproste, in kako delujejo. Tisto, kar ni preprosto, čeprav po eni strani zopet je odločitev. Odločitev za, recimo, človekovo kreativnost, odločitev za to, da naredim prehod iz imaginarne dimenzije k simbolni. In to, kar je osupljivo pri vsej tej zadevi, ki jo spremljamo skupaj z Bernays-om, da ta shift, ta preskok, naprimer od potreb k želji, k imaginarni želji, ni problem. Vse to je nastalo kot učinek čisto zavestne, načrtovane propagande, da bi ljudje več kupovali, da bi se zgodil premik od potrebe k želji, da bi bili pripravljeni kupovati izdelke zato, ker se bodo potem domnevno bolje počutili in tako dalje. Zdelo se je, in še danes se zdi, da to ni noben problem. Samo izmislite si, kaj bi radi, in zdi se, da bo takoj tudi delovalo v praksi. Bernays je zaposlil armado psihologov, da bodo pod plaščem neodvisnih raziskav razvijali to, kar je sam začel. Zato pravimo, da so v 20. stoletju verjetno med najbolj iskanimi strokovnjaki v svetu vizualne kulture psihologi. Zaposleni so povsod, kjer hočete. Seveda ne kakršnikoli psihologi, ameriški tip psihologa, ki navidezno dela neodvisne raziskave, znanstvene raziskave, ampak s ciljem, da ustvarja, recimo kot je bilo rečeno, dobesedno nov tip človeka. Meni se zdi to izjemno pomembno. Verjetno bi ljudje zelo težko sprejeli idejo, da je mogoče ustvariti nov tip človeka. To smo danes že večkrat rekli. Ne? Zato, ker tako močno verjamejo, da je njihova realnost v njihovih rokah, da so taki, kakršni so, zato ker ne vem, tako hočejo, taki hočejo biti, ali pa so po naravi taki, ali pa zaradi genov in tako dalje. Da verjetno res dolgo časa ne bi hoteli razmišljati o ideji, da so izdelki. Kot potrošniki, kot tip osebnosti so izdelki. In da obstajajo mediji, da obstajajo postopki, mi si jih ogledujemo, s katerimi nekdo zavestno manipulira. Zavestno, zares, ne po naključju, ali pa nam je ušlo iz rok, pa se je zgodilo. Ne, obstaja globoko določena racionalnost, ki poganja vso to mašinerijo. In mislim, da sem že omenil, naslov tega prvega filma je Happiness Machines, mašine za srečo. To se mi zdi tako pomembno, da bom verjetno še 1000-krat ponovil. Kako preprosto, z lahkoto je mogoče ne samo vplivati na ljudi, ampak jih ustvarjati kot tipe, kot recimo osebnostne tipe. In kako ogromna mašinerija to počne. Vsi ti preskoki so narejeni za množico. Sploh nihče ni bil pripravljen razmišljati o konkretnem posamezniku. Konkretnega posameznika v tej vizualni kulturi, v tem obdobju množične demokracije, to smo že rekli, da se razvija v 20. stoletju, posameznika v resnici noben ne zanima. Posameznik je pogrešljiv, enostavno ni vreden nič. Vse, kar šteje, je množica. Množica je osnovna enota, s katero se ukvarja, se jo raziskuje, z njo manipulira in tako dalje. Množica. Pozabite, to bomo še kasneje o tem govorili, na te
na sprenevedanje, češ, da je vse to narejeno za posameznika. Ne. Nekaj smo že prej videli. Ne. Jaz vas nagovarjam, bodite različni, ne. Naj bo vsak posameznik drugačen, ne. Oblačite se na drugačne načine, psihologija oblačenja nam to pove, izražajte svojo osebnost, svoje notranje potenciale, svoja čustva, svoje ideje in tako dalje, ampak ne, vse boste naredili tako, da boste kupovali naše izdelke. Ne. Mi bomo naredili izdelke, lahko naredimo za vsakega posebej, ni problem. Ali pa jih naredimo več, kot je posameznik, tako da boste lahko zamenjali obleko 5krat na dan in boste 5 različnih osebnosti v enem dnevu. Ne. Ampak vse se bo dogajalo znotraj strogo nadzorovanih okvirjev. Nobenega prehoda ne sme biti od imaginarne dimenzije sveta, to je svet podob, ne, psihologija oblačenja in tako dalje, sem sodi k simbolnemu. Prej smo slišali, bilo jasno rečeno, če bi se to zgodilo, bi ljudje lahko ugotovili, da vseh teh dobrin ne potrebujejo, ergo nehali bi kupovati. To bi bila pa katastrofa. Freud je bil zaradi finančnih težav prisiljen v bistvu zaprositi svojega največjega sovražnika, in to je Ameriko, da prevaja njegova dela v angleščino, ne, in jih razpečava. S tem je psihoanaliza postala v Ameriki še bolj dostopna, še bolj popularna, še bolj znana in ljudje so jo še bolj uporabljali za vse to, za kar jo je doslej uporabljal glavnom Bernays, pa še nekaj psihologov, ki jih je on aktiviral. In to je v bistvu tudi pomembno prispevalo k neverjetnemu širjenju, lahko bi rekel, globalizaciji vseh procesov, o katerih mi tukaj govorimo. Vizualne kulture, propagande, public relations, izkoriščanje znanosti, naprimer psihoanalize, psihologije, eksperimentalne psihologije za manipulacijo z osnovno enoto, ki je množica. In v tem svetu mi živimo danes. To so bili začetki, to so v bistvu dost, ste videli, ne, recimo to gospo, ki je delala reklamo, kako je bila to toga, taka preprosta, ne, nič kaj glamurozna, nič kaj spektakularna, spektakularen nagovor. Ne. In gospa je stala pred njimi in ja, jaz pa pravim, če bi vi psihologijo oblačenja, ne, danes bi se to naredilo na 1000 obratov, ne tako preprosto kot takrat in bi seveda tudi 1000krat bolj delovalo in tudi deluje. Ne. V trenutku, ko je Amerika začela proizvajati oziroma prevajati Freuda in so knjige prišle na police, je Eddie Bernays začel početi kaj? Je to, kar je znal, ne? Promocija. Ne? A si zdaj lahko predstavljate? Psihoanaliza, ki jo v Evropi v glavnem ne marajo. Kva Freud hoče od nas, da se nekaj odpiramo, pa na kavč ležati, gremo pa svojo intimo pred drugimi razgaljamo. V Ameriki pa to cveti, to se širi. In Bernays, en sam človek, to je delal en sam človek. Dobro, se je imel zdaj že aparat, ne, psihologe, svetovalce, svoje zaposlene in tako dalje. In gre in dela nekaj, zaradi česar se Freud mora definitivno obračati v grobu. Popularizirati psihoanalizo. Promovirati psihoanalizo. Nekaj, kar je po svojem bistvu revolucionarno. Nekaj, kar se rodi, o tem smo že govorili, sam na kratko, ne, ki se rodi s prehodom od imaginarnega k simbolnemu. Se pravi, včeraj sem rekel, ne, da se psihoanaliza dejansko rodi kot teorija histerije, rodi se kot epistemologija, rodi se kot teorija resnice. Nekaj desetletij pozneje v bistvu postane pop dobrina, postane del pop kulture in zato poskrbi sam Freudov nečak. Gospod Siggi, ne, on je postal ikona, on je postal natanko to, kar je Bernays uspel v 20 letih 20. stoletja svojo podobo ženske, ki na Broadwayu drži cigareto v roki in se je ponujala svetu prek medijev kot, v bistvu kot kip svobode, kot nosilka svobode. Natanko na enak način je Bernays poskrbel, da je postal sam Freud del pop kulture, da je postal pop ikona. Se pravi, uspelo mu je še to zadnje, ne? Spremeniti človeka, ki je dejansko revolucionaren, ki je razvil teorijo, da še danes
večina ljudi pojma nima, kakšen potencial ima ta teorija. Zato se recimo tudi takole poskušamo z njo ukvarjati, da bi malo rehabilitirali psihoanalizo kot teorijo. Še to mu je uspelo preobrniti, ne? Se pravi, popolnoma odvzeti ves naboj, ki ga je psihoanaliza imela in jo spremeniti v pop dobrino. Razširiti med ljudi, da so brali psihoanalizo tako kot romane, tako kot literaturo s plaže. In grozno je, da se je večina interpretacij, ki jih danes lahko slišite, razvila v Ameriki. Ne. Praviloma Freuda ne berejo ljudje v originalu, ga ne berejo v nemščini, ampak se zadovoljijo z temi interpretacijami, ki so nastajale znotraj ameriške vizualne pop kulture. Smo slišali prej besedo accepted. Ne. Freud je postal nenadoma sprejemljiv. Se pravi, ni bil več tako kot na začetku 20. stoletja na Dunaju nevaren, ogrožajoč. Ne. Kaj nam on nekaj zdaj govori, čist nekaj novega, mi tega ja nočemo slišati. Nekaj desetletij pozneje je v Ameriki accepted. Sprejemljiv. Ja, Uncle, Ziggy, fino, Freud, super, ja, krasne stvari poveš. Ne. In s tem se ni nič spremenilo. Ne. Upotegnjen je bil v polje pop kulture, kjer se je potem samo obračalo, recikliralo in tako dalje. Postal je v bistvu imaginaren. Freud je postal imaginaren v ameriški kulturi. Izgubil je vso simbolno razsežnost in danes dejansko težko prepričati kakšnega človeka, da bi se vrnil k tej simbolni razsežnosti. Ne. Od simbolne k imaginarni gre očitno zlahka. To smo se zdaj prepričali. Ne. Od imaginarne k simbolni pa ne gre. Ne. Danes daš enemu poprečnemu študentu na univerzi prebrati eno knjigo, ne 30 Freudovo. Preberite eno Freudovo knjigo. Dobar, če lih ne znate nemško prav, ajde, pa preberite Standard Edition. Vse je tudi dober. Ne. Ker ne boste najdel. Ne, to pa ne. To je pretežko, kdo bo pa to bral, sploh je pa Freud zastarel in tako dalje. Ne bo šlo. Freud je vztrajal in to je tisto, kar mene recimo ves čas, odkar se ukvarjam s psihoanalizo, dejansko fascinira. Ne. On je vztrajal pri svojem. On je tudi leta 1926 dobil ponudbo iz Hollywooda. Verjetno tudi zato veste. On je dobil od Metro Goldwyn Mayerja ponudbo, da bi sodeloval pri pisanju scenarija za film mislim, da o Kleopatri. In takrat mu je MGM ponujal $100,000. Veste, koliko je bilo to denarja? Leta 1926. In jo gladko zavrnil. Enako kot to idejo. Ne? In mislim, da je v tem pravi pomen psihoanalize oziroma Sigmunda Freuda, ne? Kar smo slišali zdaj na koncu. Čeprav je bil zdaj dejansko slaven, bil je pop ikona, bil je v končni fazi tudi bogat. Sej Amerika je velika država, ogromno knjig so prodali oziroma prevodov, seveda je Freud bil tudi bogat. Ne? Ampak bil je vse bolj pesimističen. To, kar smo danes zagovarjali namreč, da film, če je dober, če je umetniški izdelek, ni nikakršna fikcija, ne? Ampak je realen, tako kot je realna naša vsakdanja realnost, s tem, da ima film to možnost, da se lažje sooči z resnico, kot pa mi v vsakdanjem življenju, ker se raje oklepamo svojih imaginarnih razsežnosti. Hvala lepa, toliko imam jaz za danes.